O dolini, ki povezuje Modžo in Pontebo, nekateri pravijo, da je najlepša dolina v italijanskih Alpah. Nekje na njeni sredini pa je kraj precej dobro skrit od glavne ceste. Menda je prav njegova skrivna lega pripomogla k temu, da so se tam v jugovzhodnih Karnijskih Alpah v Dordoli nekoč naselili ljudje. It's very much a legend, I think. But looking at the maps and which place names appear in the valley first. Najbrž gre za legendo, ampak če pogledamo stare zemljevide te doline, se ime Dordola pojavi precej pozno. Ko ste prišli, ste z glavne ceste prečkali velik betonski most. Če ne bi bilo tega mostu in bi želeli priti sem, bi vas čakalo precej zahtevno plezanje po velikem klifu, ki je za nami. V obdobju, ko se je ime vasi prvič pojavilo v dokumentih pred približno 900 leti, so večino Evrope ustrahovala nora mongolska plemena, ki so prišla z vzhoda. In legenda pravi, da je Dordola nastala, ker so ljudje zapustili svojo rodovitno zemljo in domove ter prišli živeti sem. Tukaj so se skrili, saj tega kraja niti po naključju nisi mogel odkriti. Ta zgodba se mi zdi zanimiva, ker tudi danes večino obiskovalcev kraj doživlja enako. Seveda ne bežijo pred invazijo ljudi, ampak Dordola je kot gnezdo med gorami. Gore te varujejo in ko ljudje pridejo, vidiš, kako hitro se sprostijo. Naprimer mladi, ki pridejo in vidiš, kako zakrčeni so, postanejo po enem dnevu čisto drugačni. Ta kraj jih nežno zmasira. You see it in young people especially, like teenagers, like they arrive with these tense shoulders and within a day Dordola has some kind of gentle massage. Karnijske Alpe od Julijskih ločuje reka Bela ali Fela. In prav nasproti vasi se iz doline več kot 2000 metrov visoko dviga kreta Graucarija, siva cesarica in njen mlajši brat poimenovan Flop. Grau, the color, Caria, she's the imperatrice, she's the queen of the valley, the grey empress. Her little brother is this mountain and his name is Flop. Oba naša sogovornika sta se v vas priselila. Prvi iz Anglije, drugi iz Avstrije. Eden skupaj z dekletom, drugi zaradi dekleta. Christopher Thompson je Dordolo našel, ko je iskal zapuščene kraje, v katerih je želel posneti film. Včasih se vrne v London in zaradi svojega dela veliko potuje, a vendar je mala vasica zdaj njegov dom že 8 let. Na vprašanje, ali kaj pogreša, morda vsaj telefonski signal, pa odgovori. What else do you need? There's a bar. No. But honestly, living without the bar here would be tough. Kaj še potrebujete? Saj je bare. Ne, saj ne, ampak bodimo odkriti. Življenje brez lokala bi bilo težko. In vas s 40 ljudmi nima vedno bara. Ta preživi z obiskovalci, s tem pa ostaja odprt tudi za domačine. Morda jaz v Dordoli s svojim delom ne zaslužim, ampak če bar preživi, potem si želim živeti tu. V baru dela Lavinia de la Schiava. Pravi, da je življenje v vasi umirjeno. Ima 2 otroka, stara 17 in 12 let, ki se ne bi več preselila nazaj v mesto, kamor sicer hodite v šolo, saj imata tukaj vso svobodo, da pohajata okoli. Ne poznam veliko tukajšnjih pešpoti in okoliških krajev. O njih mi razlaga Christopher, ki se je zadnji preselil v Dordolo. Veste, tujci opazijo več znamenitosti kot domačini. Enako je z mano, ko grem v London. Tam bom mogoče opazila nekaj, kar Londončan ne. Čeprav se kdo tudi vrne in preseli, prav velike gneče ni v vasi. Pred 100 leti je v njej živelo 400 ljudi, danes manj kot 40. V dolini je število iz 2000 padlo na 200. A vendar so njihovi spontani dogodki in festivali v preteklosti privabili množice. Prišlo je celo tako daleč, da so se pred 2 letoma odločili, da bodo nehali z načrtno reklamo, a tudi brez te je bila lani Dordola na prvih straneh časopisa vsaj 3-krat. Čeprav kraj nima spletne strani, ljudje zanj izvedo. Ima pa spletno stran Kaspar Nikles. I'm a farmer. I'm the only farmer here. Sem kmet, edini kmet v Dordoli
a denar si služim s turizmom. You are my guests, you are my money. Follow me, money. Kaspar je tudi priložnostni vodnik, ki se gre turizem ne zaradi turizma, ampak zaradi tega, da dobi denar, da je lahko kmet. Zapustil je kmetijo svojih staršev na avstrijskem Koroškem in se preselil v vas staršev soproge, ker kot kmet ni želel delati v pisarni. Tu je našel zapuščeno zemljo, si nabavil bovške ovce, začel kmetovati na tradicionalen način in uresničevati svojo filozofijo. If you don't keep animals considering the needs, the natural needs of their species, they don't stay well. Če živalim ne daš tistega, kar so naravne potrebe njihove vrste, bodo slej kot prej zbolele. Mislim, da je podobno tudi s človekom. Večina ljudi v Evropi živi na način, ki nima nič skupnega z načinom življenja, kot ga je človeštvo živelo 300 000 let, ko se je naša vrsta razvijala. Moje mnenje je, da je tradicionalno kmetovanje, delo na roke, tisto, kar je naravno za človeško vrsto. Kaj želim povedati? Človeku je naravno to, da živi od lokalne hrane, od tistega, kar raste v njegovem okolju in da danes ne počne istega, kot bo počel jutri. To je normalno, ne pa življenje, kot ga danes živi večina v mestih. Vse dneve presedijo, dan je podoben dnevu, počnejo iste stvari in zaradi tega ljudje zbolijo. You do just one thing, you sit all the day, you don't move and all this, and that makes humans sick in the end, I think. Značilnost gorskih vasi in tudi tipična značilnost Dordola so visoke in ozke hiše, ki so omogočale, da je na enem mestu živelo veliko ljudi. A zdaj je to bolj kot prednost ovira. Kaspar Nikles razloži, da je težava v tem, da je na primer v eni hiši klet last nekoga, sobe zgoraj pa nekoga drugega. In kdo želi tako živeti? Nihče. Tako živiš samo, če nimaš druge možnosti. Tako je, kot bi živel v mestu. Od tvoje hiše do druge je le 1 meter, ampak nimaš pa tistih ugodnosti, ki jih prinaša mesto. Nimaš zasebnosti, a prav tako nimaš družabnega življenja. Po drugi strani si sredi gora v naravi, a spet ne moreš uživati, saj je ves svet lastnina nekoga in če samo stopiš na zemljo, ki ni tvoja, boš imel težave. Torej tukaj ni ne dobrih plati življenja v mestu in ne dobrih plati življenja na podeželju. You don't have the positive aspects of urban life and you don't have the positive aspects of country life. A vendar so se nekateri, ki so odšli, tudi vrnili in seboj prinesli tudi znanje tujega jezika. Analiza de la Schiava je nekaj let živela v Normandiji, kamor je na delo iz vasi odšel njen oče. Francoščina je ostala, prav tako poleg italijanščine tudi furlanščina. Razloži nam, da v furlanščini ni dvojnih pomenov, da imajo besede točno določen pomen, medtem ko je italijanščina bolj raznolika. Si fa subito il discorso. Local people speak Friulian language. Everybody, of course, speaks Italian. Domačini govorijo furlanščino, vsi seveda govorijo tudi italijansko. Veliko ljudi govori tudi kak tuj jezik, ker so njihovi starši ali pa sami delali v tujini. Nemščino slišite redko, več je francoščine, slovensko ne govori nihče, čeprav so se tudi na to območje v 8. stoletju naselili Slovani, tako kot v Rezijo. Imamo nekaj krajevnih imen, ki imajo slovanski izvor, naprimer ime Dordola. V furlanščini je Dordole. Like Dordola itself. In Friulian is Dordole, Dol, Dolina, and it's still called in Friulian Val, and Val is same meaning as Dol, Dolina. There's a typical last name of in Dordola is della Schiava. Prav tako je tukaj tipičen in najpogostejši priimek della Schiava, kar pomeni sin Slovanke. Ampak nikar ne recite tukajšnjim ljudem, da so Slovani, kajti vse, kar je slovansko, je slabo. But don't tell the people they are Slav, because everything what is Slav is bad.
Na tem mestu se prav lahko spomnimo besed grškega misleca, da nič ni dobro ali slabo, razen modrosti, ki je dobra, in nevednosti, ki je slaba. Ker pa bi se zdaj prav lahko zapletli v polemike, od in dokod segajo korenine prebivalcev Avpaske doline, ki je od mejnega prehoda Učja oddaljena le dobrih 30 km, bomo raje današnji izlet končali s tem, kar nam je še povedal priseljenec iz Anglije, Christopher Thompson. V Dordoli je tako, da kakorkoli zjutraj misliš, da bo dan potekal, ko greš spat, vidiš, da je bilo popolnoma drugače.